moram biti bolj tih tokrat. Tule okrog posestva Brdo velikokrat tečem, ker je ravno 10 km in ni preveč. In potem tule znotraj vedno videvam srnice, lepe, no daleč seveda. In zato sem si tokrat sposodil en super električen tih stroj tule pri njih, da jih ne bom splašil, pa upam, da bom kakšno videl tudi od blizu. Evo, sem že tukaj. Evo, na temle travniku so vedno, a ni lepo. Tekači in ostali sprehajalci so itak tam izven ograje nekje, drugih sprehajalcev. Tudi ni samo jaz, mir, narava, pa tale moj avto. V bistvu tudi srncni, prav slab termin sem izbral. Ja prav, pol pa drugi najboljši stvari, zaradi katere ste dejansko začeli gledati ta prispevek. Saj nismo National Geographic, a ne? Evo ga, no in takoj lahko povem, da je napisati tekst za takšen avto zelo težko. Ja, vem, ful se vam smilem. Taycan je vsekakor zanimiv avto, ni težava v tem, problem je, kaj napisati. Tisti, ki resno razmišljate o tem, da bi ga kupili, itak veste več od mene, ker ste se pogovarjali s prodajalci, prebrali vse kataloge in skratka naredili konkretno raziskavo. No, tisti, ki ga ne boste kupili, tiste pa itak zanima samo tole. Ja, konkretno gre, so že atmosferci to pokazali, prijemo kmalu do njegovih zmogljivosti. Ok, zdaj smo že navajeni, da pri Porscheju ne ponujajo samo majhnih športnih avtomobilov, ampak tudi velike SUV-je, pa recimo velike limuzine, kot je Panamera, zdaj pa še velike štromare. Taycan v dolžino meri skoraj 5 metrov, njegovemu medosju pa ne manjka veliko do 3 metrov dolžine, kar pomeni, da je v bistvu znotraj prostora precej veliko. In vedno znova sem fasciniran, kako lahko pri Porscheju praktično enako obliko ukrivijo malce drugače, pa je spet vse skupaj povsem novo. Prav fajn zgled in to kamorkoli ga dejansko postaviš, povsod paše. Evo, v gozd pred ravno prenovljeno fancy kavarno Zois, pred modern kongresni center, k vratarju, k meni doma, no tukaj še posebej Porsche lahko obdržim, no ali pa pred grad, povsod. Razen tistega napisa turbo, ta mi sploh ni všeč, ker avto ni turbo in ta pa nikamor ne paše. Vse v redu. To je moram še enkrat. Dej, no. Pa to niti turbo S ni, to je samo turbo. Brutalno. Sploh ni pomembno, da ima samo 3 sekunde do 100. V bistvu to, ker je elektrika in vse skupaj še neverjetno huje. Pa sem v bistvu v svoji karieri peljal že kar nekaj po papirju, celo hujših strojev, samo pri Porscheu, recimo 911 Turbo S, pa Panamera Turbo S, pa potem recimo Nissan GT-R, Nismo, imajo na papirju celo manj do 100, pa ni primerjave. Dobri 2 sekundi pa si na omejitvi 90 km/h, kakršna je tukaj, še kakšna sekunda ali pa 2 zraven, pa si na avtocestni omejitvi. Od 80 do 120 km/h pospešil samo 1,9 sekunde. Z mesta do 200 km/h se je streljil 10,6 sekunde. Bolano. Ne moram pokazati, oziroma ne smem. Prvo pa sem. Štrom je z tega vidika zakon, kot sušilnik za lase ali pa žarnica. Najprej ugasnjena, potem pa s pritiskom na stikalo, v tem primeru je to moja desna noga, zadevo prižgeš in prvi trenutek je na polni moči. Kadarkoli močno pohodim je, kot da bi me en nevidni Hulk potisnil v sedež nazaj. Sem zadnjič peljal že ženo in otroke. To je bila enega smeha. Mogoče groze. V bistvu grozen obrazih. Takšno življenje pa hitro naredi udartino v bateriji, ki sama po sebi ni majhna. Neto kapaciteta je 83,7 kWh in pri Porscheju obljubljajo v idealnih razmerah seja do 450 km doseg. Deklarirana poraba je 26 kWh na vsakih 100 prevoženih kilometrov, tako da si v praksi lahko sami izračunate, da je realen doseg nekje med 300 oziroma 350 km. S takšnim življenjem pa še manj, precej manj, z lahkoto.
Potem potrebuje polnjenje, no jaz pa tudi včasih, zato sem spet pri svojem uvodnem stroju, ki si ga tukaj na Brdu pri Kranju lahko sposodite tudi vi. 45 € in je vrst za 2 uri, potem lahko z njim raziskujete celo posestvo, no zraven pa dobite še eno tako majhno košarico z lokalnimi dobrotami, da boste še sebe nafilali. Se mi zdi kar dobra cena, bom pelal gospo na en tak zmenek, dosti pocen. Gorenci itak vse preračunamo. Ok, nazaj k avtu. Na 11-kilovatni polnilnici se bo polnila okrog 9 ur, na 50-kilovatni z enosmernim tokom pa boste za dodatnih 100 km dosega potrebovali okrog pol ure. No res hudo pa je polnjenje z do 270 kW, takrat boste 100 km dosega dobili v bistvu samo v 5 minutah. 10, 15, 20 minut polnite, pa imate v bistvu 300 km doseg. To je pa res hudo. No, baterija ima 800-voltno omrežje, zato tako pridno tudi zna papati elektriko. Doma pa imate omrežje 230-voltno, da si boste lažje predstavljali. V bistvu šlatanja tukaj spodaj ne priporočam. Ok, še lega in podobne malenkosti. Preden smo avto dobili na test in ko sem gledal ostale teste, so vsi Lego hvalili. In jo moram v bistvu tudi jaz, ker je naravnost neverjetna. Sploh, če upoštevam, da avto tehta 2 toni 300 in da je dolg skoraj 5 metrov, je neverjetno okreten. Sedi se nizko, zasidrano, tipično Porschejevsko, nagibanja ni, ker je seveda logično za športen avtomobil. Težišče je nizko, ker so baterije seveda v dnu. Preglednost je v bistvu dobra, sprednje steklo je veliko, ok, preglednost nazaj je za nič, ampak boste itak hitrejši od vsega, kar je na cesti, predvsem pa svoje mere odlično skriva. Ko se ga človek enkrat navadi in nekaj privajanja vseeno zahteva, glede na svojo moč in pa pač velikost, je lahko precej hiter, pravzaprav izjemno hiter. Nekaj pa je vseeno jasno, to ni električna alternativa 911, ker je avto vseeno preveč glomazan in kakšna cesta, recimo tista proti Soriški planini, zanj ne bo ravno idealna. Povsod drugod se pa neverjetno dobro znajde. Šlo kar utrujen rato od napenjanja vratnih mišic. €199 je cena tega stroja in glede na to, da nimam nobenih pripomb, da naravnost blesti na vseh področjih in je v bistvu še nekakšen znanilec športne prihodnosti, je najbrž tega zneska vreden, ne? Ga pa vedno primerjajo s Tesla Model S, ki je v bistvu edini štromar še, ki ponuja toliko moči. No, vsaj dokler sosednji Rimac ne bo na ceste postavil svojega novega avtomobila. In ena od primerjav s Teslo je tudi kakovost notranjosti. V bistvu sploh ni primerjava, ker tam je vse skupaj precej plastično in ceneno. Tule je pa praktično vse na najvišjem možnem nivoju. Skoraj vse. Razen volan, ki ga v bistvu držite največ, škripa. Ne vem, kaj jim je dejansko bilo, da so uporabili tako čip plastiko. No, ampak vse ostalo je pa tip-top. Karkoli drugega primeš je zakon. Tile zasloni so moderni in v tem okolju boste uživali tudi najbolj razvajeni. Mislim, zahtevni. Celo prtljažnika je več kot 400 litrov, če seštejemo oba sprednjega in zadnjega, za en kup takih košaric ali pa za veliko kovčkov. Še eno motečo stvar sem našel, poleg tega napisa tule zadaj. Zvok oziroma nezvok. Vsem pogrešam pokanje in ropotanje. Ta se v bistvu oglaša samo kot ena vesoljska ladja. No, bodo pa saj srnce vesele, ne? Če že mi ne bomo navdušenci nad umazanimi avti. Kakorkoli. Porsche je pač svetu pokazal, kako se naredi športen električen avto. To je to. Torej, električna prihodnost vseeno ni tako slaba, a ne?